Tokrat o simpatiji med radiom in avtomobilom. Kako je nastala, kje je zdaj in kam gre? Pa o tem, da je pred nami 150. oddaja Avtomobilnost, v kateri prav tako pogledamo, kje smo že bili, kje smo in kam še gremo. Pozdravljeni torej v 150. Avtomobilnosti. A ste videli, kako je 150 oddaj nazaj voditeljski par oziroma vsaj eden od voditeljev dobro izgledal? Uganite kateri. No, 150. oddajo pa snemamo v prav posebnih prostorih Vala 202. Povezava med radijem in avtom je že od samega začetka tako radija kot avtomobila povsem neločljiva. No, in tudi avtomobilnost je na nek način zelo povezana z radijem, tako z njihovimi oddajami, kot seveda tudi s tem, da radio vedno spremlja tudi voznikov. In tudi naša oddaja je sestavljena tako, da imamo kar veliko sogovornikov, rekel bi celo kot radijska. Tako. Bolj natančno povedano, kar po 5 na oddajo v povprečju, kar pomeni, da smo gostili že 750 zanimivih sogovornikov. Pa si poglejmo par izsekov. Zgodba naše oddaje se je začela septembra 2014. Torej, takrat, ko se je že jasno pokazalo, da se bo svet avtomobilizma povsem prepletal s svetom mobilnosti na druge načine. Seveda avto je dobil družbo, zato ime Avtomobilnost. In res, že septembra 2014 smo se odločili, da bodo oddajo krasili številni intervjuji. Čemu bi vse povedali sami in čemu bi skrivali pred vami sogovornike, ki so nam predali odgovore na naša vprašanja, ko pa ti, ki do obisti poznajo tematiko oddaje, vselej bolje razložijo snov, kot pa mi, ki jo spoznavamo šele v času intervjuja. In trdimo, da je bogastvo naše oddaje ravno v ljudeh, ki jih pri našem iskanju odgovorov srečamo na poti. Zrelejši sogovorniki, ljudje, ki jih štejemo za odrasle, pa tudi otroci, so v naši oddaji že nastopili kot poznavalci. Profesori, specialisti, doktori, tako tisti z znanstvenim doktoratom, kot tudi tisti v belih haljah s stetoskopom okoli vratu. Vsi so že bili gostje naše kamere. Naravoslovci in družboslovci, inženirji in menedžerji. Govorili smo celo s številnimi predsedniki. No, enim državnim predsednikom, več pa je bilo tistih, katerih naziv ima črke C, E in O. A niso nam do vsebine pomagale le kronane glave, ampak tudi tisti strokovnjaki, ki našo izbrano tematiko tudi dejansko prakticirajo. Še posebej radi pa poklepetamo z vami, dragi gledalci, ki z nami delite čisto sveže znanje, tisto, ki ga prejmete na naših dogodkih. Druženje, to imamo pa res radi. In tega bo po novem še veliko več. No, z veseljem sporočamo, da boste po novem Avtomobilnost lahko tudi samo poslušali. Ob sredah ob 10:45 in ob sobotah ob 10, seveda na Valu 202. Z Valom smo sicer že doslej kar redno sodelovali, po novem pa... Bolj se bomo držali skupnih tem, če tako rečem, da bomo, vi jih boste bolj po televizijsko, mi pa bolj po radijsko obdelali v narekovajih, če tako rečem, in bo to nekako bolj usklajeno, kot je bilo do zdaj. Sicer pa vas na tem mestu ponovno spomnimo, da si lahko vožnje z avtomobilom vedno skrajšate tudi s tistimi valovimi oddajami, ki ste jih morda zgrešili. Prek podcastov seveda, ki kar naravno pašejo v avto. Tako je, radio postaja vse bolj mobilen, s pomočjo razvoja telefonov, posredno seveda tudi s podcasti, s številnimi, tudi brezplačnimi, zdaj že aplikacijami, kakovostnimi. Zato na Radiu Slovenija, na Valu 202 zelo podpiramo, razvijamo podcaste in s tem v bistvu dosežemo neko novo publiko, tudi mobilno, ki se vozi v službo. Na kolesu sicer ne podpiramo pretirano poslušanje podcastov iz varnostnih razlogov. Tisti, ki pa potujejo z javnim prometom, tudi sam sem takšen, posebej po zimi, so pa podcasti nekaj najboljšega. Pa veste, kdaj se je romantika med radijem in avtom sploh začela? Leta 1922 je Chevrolet predstavil prvi serijski avtoradio. Stal je $200, kar nam danes ne pove kaj dosti, ampak če pa vemo, da si za recimo ceno 2-3 avtoradijev lahko kupil cel nov Ford T, potem je jasno, da je bila ta naprava ne samo zelo velika, ampak tudi zelo draga. Ampak zgolj 10 let kasneje, ko še v avtomobilu sploh ni bilo veliko avtoradijev, se je vnela zelo žgoča debata, ko so strokovnjaki za promet opozarjali, da je treba zakonsko prepovedati avtoradije, zato ker
pomenijo preveliko motnjo v vožnji za voznika in ga uspavajo. Ja, in tudi vozniki preveč časa gledajo, kako bodo obrnili gumbek, ne pa na cesto. Nekaj podobnega, kot je zdaj pri mobilnih telefonih, s tem, da mobilnih telefonov ne gre gledati med vožnjo in je tudi z zakonom prepovedano. No, ampak da greva To nazaj. pa je, radio pa ni bil. Radio pa ni bil, Prepovedan, morda ne. pa mobilni telefoni tudi nekoč ne bodo. Ampak pustimo Zanimiva čas v čas. Ni to iztočnica, je pa dejstvo, da je radio v vsem tem času se pokazal kot voznikov najboljši prijatelj. Ne samo, da je poskrbel avtomobilu za zabavo, za popestritev, za krajšanje dolgih poti, ampak tudi zato, da je voznika na nek način ohranjal z ritmom pri življenju in s prometnimi informacijami povedal, kaj se dogaja na cesti in se recimo s tem si se ognil kakšni gneči, zastoju ali nevarnosti. Osrednje mesto med novicami, ki jih lahko kadarkoli preberete tudi na naši spletni strani Avtomobilnost na rtvslo.si, pa pripada mali mestni, zelo znani Toyoti Yaris. Bili smo na premieri v Amsterdamu in tu je 5 ključnih dejstev. Povsem navajeni smo že, da Toyota na svojih predstavitvah rada omenja svojega predsednika. No in tudi na predstavitvi nove Toyote Yaris ni šlo mimo Akira Toyote. No, tokrat je gospod predsednik omenil, da je Yaris njegov vsakdanji avto. No, gospod Toyota uporablja športno različico Yarisa, a bolj je bistveno njegova misel, da Yarisa uporablja zato, ker je kakovost celotne palete modelov najlažje dvigniti, če dobro poznaš, kako dvigniti kakovost najbolj dosegljivega modela. We have incredibly strong loyalty for Yaris today with existing customers. Many Yaris customers come back into our retail partners and basically just want to hand over the keys and take the keys for another Yaris at more or less the same price. They're very happy with the product and the experience that they've got. In fact, you know, sometimes it's even if there's no difference in the car, we haven't launched a new generation, we haven't launched a minor change, they want to come back and get the same car. Človek bi torej rekel, da Toyoti ne bi bilo treba narediti revolucije, a jo je. Zakaj? Our customers are a little bit above the average age in the segment. If we seriously want to grow, if we want to connect and become more relevant as a brand to a younger group of customers, then design and a more standout design is important for that. No, Yaris kljub drzni obliki, ki spominja na vročo Toyoto Supro, ostaja zvest konceptu, ki na prvo mesto postavlja prostornost in praktičnost kabine. Pa seveda, da ostaja cenovno dosegljiv. Še posebej z ozirom na dejstvo, da gre za okoljsko prijaznejši avto. Hybrid technology is the right solution in this segment. When you look at maybe a full electric solution from one of our competitors and you see the pricing of that, which is right up at €35,000, and then you say, well, this is no longer B segment, it's no longer really affordable for these customers who have got a constraint on the budget. Actually, the B segment is remarkably robust, and it's robust because I think the affordability element prevents quite a few customers maybe moving up to more of an SUV product. Izmed mojih zapiskov na tiskovni konferenci bi izpostavil še to, da bo Yaris ostal najkrajši model v svojem razredu. Pa tudi to, da se bo delež hibridnih različic dvignil iz 60% na 80%. Na novi hibridni sklop je sestavljen iz trivaljnega motorja, ki je izredno termodinamično učinkovit, ampak bistven podatek pa je, da bo omogočal, da v povprečju kar 80% svojih voženj opravimo na električni pogon. Na varnostnem področju pa Yaris uvaja tehnično noviteto, centralno zračno vrečo, nameščeno med prednjima potnikova. Že danes pa je jasno, kateri avto vam bomo predstavili v prihodnji oddaji oziroma kdo bo glavni nosilec novice o premieri. Tu vprašanj in ugank res ni veliko. To je 8. generacija Golfa, ki ga tako počasi in po koščkih odkrivajo, da je jasno, kaj s tem počnejo. Nadaljuje se turneja mobilnosti, ki po različnih slovenskih mestih testira vozniško znanje. Pomladi se je za volan usedlo prek 130 voznikov različnih starosti in veščin. Na prvem jesenskem zbiranju tovrstnih podatkov pa nas je najprej zanimalo, ali so že znane kakšne ugotovitve s pomladanske serije.
Velika večina udeležencev spomladanske turneje mobilnosti se je opisala kot zelo dobre voznike. Več kot polovica se je ocenila z oceno 8 od 10. Je pa njihovo vožnjo spremljal tudi inštruktor varne vožnje, ki pa je na koncu sklenil, da kar 2 od 3 voznikov vozniškega izpita ne bi opravila, če bi bil pogoj za opravitev vožnja na drive simulatorju. Za volan sta tokrat sedla tudi najslavnejša slovenska skakalna brata. Vožnja mi pomeni svobodo, da se lahko odpeljem kadarkoli hočem, kamorkoli hočem, da se ne zanašam na starše in pa predvsem prostor, kamor se lahko zatečem s prijatelji, z družbo. Ko sem spet naredil, bilo seveda fajn dirkati, ampak pa nekaj kilometrov narediš, se pa malo navličeš vsega in se usedeš v avto zato, da nekam prideš. Ne bomo vam povedali, kako dobro sta Peter in Domen opravila vozniški preizkus. Naj vas njuna izkušnja raje povabi, da se še sami soočite z nepredvidljivimi situacijami v varnem okolju simulatorja. Zdaj večinoma se usedeš v avto, se peleš po cesti, gledaš, kam moraš iti, spremljaš avto pred sabo. Tukaj je pa še malo nastavljeno, da še kdo z leve strani skoči, z desne strani skoči in te tako spomne, da se lahko še kaj neprijetnega zgodi. Kljub temu, da je to samo igrca, če se zaletiš, je vse v redu in možgani ne procesirajo tako, kot bi na cesti. Se mi pa zdi, da je ta simulator en zelo dober približek, kaj se odvija na realni cesti. Organizator turneje mobilnosti je Zavarovalnica Triglav in je del njihovega projekta Skupaj za večjo varnost, katerega pomemben del je osveščanje o novostih v prometu, novih pravilih in novi tehniki. Odprli so celo nov kanal za tovrstne vsebine, spletni portal Vozim se. Med tokratnimi novicami, ki jih seveda ves čas spremljate na MMC-ju, morda izpostavimo še menjavo na vrhu Renaulta. Kot atrakcijo vam sporočamo, da sta Unimoga vlekla amsterdamski metro, na slovenske ceste pa je pripeljal Passat. Sama prenova navzven ni tako očitna, kljub temu se je pa v samem vozilu zgodilo marsikaj in je trenutno, kar se tiče naših sistemov povezljivosti in asistenčnih sistemov, najbolj sodobno vozilo. Avto je povezan neprestano, omogoča tudi z veliko navigacijo prenos ključa preko mobilnega telefona, kar je ena čista novost v naši ponudbi. Veliko število asistenčnih sistemov je pa v bistvu že naslednji korak do avtonomne vožnje. Omenjene Passatove asistenčne sisteme, ki po novem delujejo povsem v povezavi s podatki z interneta, vam bomo v prihodnjih tednih ponudili v praktični preizkus. Zato spremljajte MMC. V nadaljevanju oddaje vas seznanimo s profesorjem na angleški univerzi, ki pravi, da so bencinski poceni in da je prihodnost v rotacijskih motorjih v funkciji podaljševalnikov dosega. Predstavimo vam tudi mladega kemika, ki raziskuje baterije. Udeležil se je namreč našega testa rekuperacije z Audijevim e-tronom. Kakšen motor naj ima vaš novi avto? Električnega? No ja, se gremo v to smer. A še dalje smo v točke, ko bo množicam električni motor smiseln in racionalen. Še posebej močno občutno je to tukaj na tem bolgarskem podeželju, kjer je veliko bolj tehtno vprašanje, naj ima avto bencinski ali pa dizelski motor. No in pri Mazdi trdijo, da imajo motor, ki hkrati se vrti kot bencinski motor, a hkrati nudi vse prednosti dizelsko gnanih avtomobilov. Tudi v tem našem novem motorju imamo kompresijski vžig, ki ga pa nadzorujemo s pomočjo vžigalne svečke. Zakaj smo v igro, če lahko tako rečem, vnesli vžigalno svečko? Enostavno zato, da lahko nadzorujemo točno točko vžiga. Zdaj vžgemo mešanico ravno takrat, ko mi to želimo. In kdaj je to? Malo pred samim vžigom. Da lahko to naredimo, smo pa motorju dodali 4 tipala, za vsak val svoje tipalo. In to tipalo v realnem času in izjemno pogosto očitava vrednosti tlaka v vsakem valju posebej. Ključnega pomena pri tem je ravno energijska mešanica. Lean is always the meaning of less, right? Lean means less, and less is what we want to achieve, less CO2 output. If we naturally put less fuel in something which is more lean, in that case it means the output by having the same target as performance is naturally having lower fuel consumption.
you said there's a fireball. The fireball is a very important part because with this fireball we are able to control when this compression ignition will happen. And when we compress this very lean mixture just towards the border of where the mixture is just not ignited, self-ignited. That means temperature and pressure are controlled under any driving condition. And then you need something which lifts this mixture to a compression ignition condition. And then we thought, why don't we use the spark plug, which we need anyway, and using a small amount of fuel atomized around the spark plug, and then using this little amount of energy to lift all the rest of the combustion chamber immediately towards a condition where compression ignition happens. Rapidly, fast and clean. Najpomembnejšo značilnost tega motorja lahko potrdimo že po prvih testnih kilometrih. Ta motor združuje varčno izrabo goriva dizelskega motorja, na drugi strani pa vseeno ima veselje do vrtenja in posledično čistejši izpuh bencinskega motorja. Stranka, recimo ali pa voznik, lastnik vozila, ta način delovanja med samim delovanjem motorja, uporabo vozila sploh ne bo opazil. In na tej tehnični delavnici smo govorili tudi s profesor dr. Jamesom Turnerjem, profesorjem na univerzi v angleškem mestecu Bath. Gre za po statistikah eno najboljših univerz na svetu. No in angleški gospod se rad pohvali, da ni samo akademik, ampak da ima praktične izkušnje. Deloval je v Lotusu, Jaguar Land Roverju, v Cosworthu, bil pa tudi v motorističnih vodah, pri slovitem Nortonu. V našo kamero nam je povedal vrsto močnih misli. V celoti vam jih ponujamo na MMC-ju, YouTubeu, Facebooku, LinkedInu, a za pokušino vam najprej ponudimo njegovo misel, s katero bencinski motorji v zadnjo plat brcajo elektroavte. It is cheap to produce. It's all made from aluminium, iron, some plastic. There's nothing expensive in it like nickel or loads of lithium or anything like that you have to have, or dysprosium or the rare earth elements that nobody can pronounce. So it's all cheap to make. You cast it, you machine it. We know after 120, 130 years how to control it. So although Otto would recognise the cycle that this worked on, but that's all he'd recognise. Really, they're amazing mechatronic devices now with huge control systems. And the control system in this is a world first, because now we have a pressure transducer to tell the engine management system what every combustion event is doing, and then the engine management system works out how to tweak things to bring things to where it needs to be. In čeprav so rotacijski motorji v običajnih avtih izgubili vse možnosti, da bi jih kdo kupil, pa bo Mazda svoje superiorno znanje lahko ponovno uporabila tudi v dobi elektromobilnosti. The Wankel's quite an interesting fit, because actually its fuel consumption is not awful if you run it at its best efficiency. It is if you don't, but if you run it at its best efficiency, it's very good. And then you can look at the benefits, which are it's very compact. It has very low inertia, which is an important thing when you start and stop it from the point of view of vibration inside the cabin. And it's small and it's light. And actually, those two things mean that its installed mass in the car is low. And that is actually one of the most important things with the range extender, because you carry it all the time. In kaj je najbolj bistveno pri tem? And the engineer has control, not the driver. Ponovno pa smo vas povabili, da z nami preizkusite enega izmed novih modelov, prav posebnega, ne samo zaradi oblike, kakršne, ampak tudi zaradi tehnike, ki ga poganja, in načina vožnje, in nekaj posebnega tudi za nas, avtomobilske novinarje. Zato nas je še posebej zanimalo, kaj si boste vi mislili o njegovi izjemni rekuperaciji, in to je bil Audi e-tron. Zanj smo izbrali prav posebno testno stezo, tako, ki ponuja veliko energijskih užitkov, tako ko se pelješ dol, kot ko greš gor. Tako imenovani Pikes Peak, lahko rečemo slovenski Pikes Peak. Prijav je bilo ogromno in hvala vsem, ki ste se prijavili prek MMC-ja pod strani Avtomobilnost. Žal je le peščica imela priložnost to izkusiti, ampak obljubim, da bomo imeli zelo kmalu, morda celo do konca oddaje, že kakšno novo priložnost za testno vožnjo z nami. Zdaj pa v Audi e-tron in v medvedja čreva.
Skupaj z vami smo se odpravili v čudovito dolino reke Kolpe in se z e-tronom zapletli v 18 serpentin medvedove steze, ki se vijajo v objemu pragozda. Testno kopje smo tokrat zapičili v rekuperacijo, se pravi sposobnost predelave sile zaviranja v novo električno energijo, s katero se poveča doseg električnega avtomobila. Ne glede na to, da so ob vožnji navkreber naši tokratni testni vozniki uživali v ekstremnih električnih pospeških, pa smo ves čas preizkusa preizkušali ostati zbrani in se pri spustih osredotočiti predvsem na to, kako e-tron nabira energijo takrat, ko jo običajni avtomobili spuščajo v zrak. Ne, ker gre, ne? Ne, verjetno, ja. Zdaj sem pa prehiter, ker sem... Ne more 2,5 toni jeti enako v vink noter, kot gre ena, ne? Ampak druga stvar je bolj to, da kje bo treba začeti zavirati, pa kje bo nehati, pa kdaj pospeševati. Ta druga faza je čist druga. To mi je všeč, sam gre tako, kot se bi z vlakom peljal, ne? Točno to, kaj bi se z vlakom peljal, ja. Če bi dinamično vozil, se pravi, kasneje bi zaviral, a ne, bolj bi mehanska zavora še zraven delala. Ampak v tem primeru pa večino časa ljudje, mislim po mestu pa tako naprej, pa tudi po taki cesti, a ne, toliko prej začnejo zavirati, pa toliko blago pritiskajo, da to ves čas rekuperacija dela, ne. Med našimi tokratnimi testnimi vozniki pa je bil tudi mlad kemik Jošt Herman, ki opravlja raziskovalno delo na Kemijskem inštitutu in sicer v laboratoriju za kemijo materialov, kjer se ukvarjajo tudi z razvojem baterij za avtomobilsko industrijo. Litij poženemo iz ene strani na drugo, se pravi, izgradimo ga iz enega materiala v drug material in ta dva materiala imata različen elektrokemijski potencial, iz tega izhaja energija. To je nekako tako ekvivalent v vsakdanji bi bil, kot če vržemo žogo iz balkona, pa jo vržemo nazaj na balkon. Ko je žoga na balkonu, se pravi, ko je litij v eni spojini, ima on noter to potencialno energijo, ki jo s tem metom oziroma premagovanjem višine sprostimo in žoga seveda pospeši proti tlom. Enako lahko naredimo, je popolnoma reverzibilen proces, žogo lahko vržemo nazaj na balkon in spet jo vložimo to energijo. V bistvu gre tukaj za zelo podobno stvar. Baterij pa se nismo lotili samo po tehnični plati, ampak tudi po vozniški. Saj nas je zanimalo, ali bodo testni vozniki v zahtevnih zavitih ovinkih čutili 600 kg veliko maso baterij zloženih pod sedeži. Super, sem navdušen, res. Masa se čuti, to se čuti. Tisto užitek, ko fajn potegne pa lahko, ne. Pol pa prideš, moraš pa že malo zavrti, če ga še v kanzel pa spet zavit, ne. Avto vrhunski kot benzin ali pa dizel, samo da je ta tehnika not. Zadetek v polno, bi se rekel. Ne? Dizajn je precej drzen. Prednja maska avtomobila, ki je v enem delu, ker pri Audijih prej so bili ločeni, zelo zanimiva so pa, tako bom rekel, vzvratna ogledala, podprta s kamero in vidiš potem v notranjosti, bom rekel, kamero. Na to se sicer moraš na začetku navaditi. Na zadnjem delu pa se mi zdi zelo zanimivo, tako bom rekel, z zadnje luči. Poseben dodatek, ko avto, če se obrneš za njim, ima en prepoznaven znak. Ne samo 4 kroge Audijeve, ampak tudi te luči. Na snemanju testiranja nabiranja električne energije pri vožnji po klancu navzdol pa se naš snemalec Jernej Podgoršek ni mogel zadržati in je delovni dan izkoristil za nabiranje drugačne vrste energije. Jernej je namreč tekmovalec v spustu z longboardom. Na strmi rebri pa vsako leto poteka tekma v spustu, v kateri se pomerijo najboljši v spustu stoje. Pravila so preprosta. 4 naenkrat navzdol po 14% strmem in 18krat za 180 stopinj zavitem medvedjem črevu. No. Audi generira elektriko, to pa generira seksapil dal po klancu. Pred nami pa je že novo testiranje, nov preizkus in ko rečem, da gre za poseben avtomobil, tako kot se sliši, tako v resnici tudi je. Tokrat za avto, ki ga tudi mediji ne dobimo prav pogosto. Rolls-Royce? Ne, tega smo že testirali. Aston Martin? To smo tudi že vozili. Bentley? To smo tudi že vozili. Prosim, če se nehaš vikati v oddaji. No,
Tokrat ga bomo vsi preizkusili. Avto, ki ga lastnik zelo, zelo nerad da medijem, zato nas še toliko bolj zanima, kakšen je. Zato vas vabimo, da se nam pridružite na rtvslo.si poševnica avtomobilnost. Tam izpolnite prijavni listič in morda se bomo že čez nekaj dni, kakšen teden, skupaj družili na testnem poligonu. Ampak če gremo od avtomobilov, ki jih zelo redko peljemo, do tistih, ki morda lahko postanejo celo slovenski avto leta, vas vabimo, da glasujete med vsemi kandidati, ki so na voljo tudi na naši spletni strani. Ja, pomagajte nam iz tega velikega izbora avtomobilov izbrati tiste, ki vam pomenijo največ. Ja, ne pozabite pa na našo oddajo in pa seveda na naše aktivnosti na Instagramu, Facebooku, Twitterju in seveda tudi YouTubeu. Se kmalu vidimo. Se vidimo.